Spoštovane gospe in gospodje, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej bi želela to priložnost izkoristiti, da se zahvalim predsedniku Petru Vrisku, ki je nam, ženskam, danes čestital za 8. marec. Verjamem, da je ta želja bila izrečena v imenu vseh danes nastopajočih moških govorcev. Dovolite mi, da se jaz kot edina ženska vabljena govorka zahvalim tudi, verjamem, da v imenu vseh žensk prisotnih v dvorani. Položaj žensk v kmetijstvu je v globalnem svetu seveda še kako aktualen. Znano nam je, da obstaja velika diskrepanca med tem, kakšen je delež ženske delovne sile v kmetijstvu in nasprotno mnogo manjši delež žensk, ki upravljajo kmetije, ki so lastnice kmetij. No, v Sloveniji seveda stanje ni tako zaskrbljujoče. Jaz menim, da je položaj žensk in kmetic razmeroma dober. Tudi velik prispevek k temu, mislim, da dobro organiziranost žensk skozi njihovo zvezo in društva. Tudi sama sem ponosna članica našega majhnega društva podeželskih žena v Dolenjskih Toplicah in s tem mislim, da na simbolni ravni dajem tudi nek pomen stalni skrbi za enakopraven položaj žensk v kmetijstvu in na podeželju. Ampak seveda jaz nisem bila vabljena danes za ta oder, zato da zastopam ženske pravice in dovolite mi, da se vrnem k svoji temi. Torej, danes bom povedala nekaj o spremembah ukrepov kmetijske politike v letu 2016. Zelo na kratko se bom dotaknila sprememb na področju upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ker je nekaj o tem govoril tudi že minister v svojem govoru in nakazala še nekatere druge naloge. Na področju neposrednih plačil, kjer poteka zdaj kampanja, letos ni veliko novosti v primerjavi z lanskim letom. Naprej so seveda je dodelitev možna samo iz nacionalne rezerve, omogočen je prenos med kmetijskimi gospodarstvi. Novo je to, ali pa pač še enkrat poudarjam, da se ni mogoče več vključiti v shemo za male kmetije, možni so samo še izstopi. Tole je ovojnica za leto 2016, kjer se struktura v smislu, koliko se namenja za osnovno plačilo za eno komponento mlade kmete in proizvodno vezana plačila, ni spremenila. Pač pa bi tule z tega mesta napovedala eno spremembo za naslednje leto. Ker je bilo posebej izpostavljeno tudi v nagovoru predsednika in potem je minister že povedal, da smo lani pravzaprav kar nekaj sprememb kmetijske politike uvedli z namenom olajšati bivanje in obstoj kmetij, ki so na gorsko-hribovskih območjih, na bolj strmih območjih, skratka v razmerah, kjer je v sedanji krizi še posebej težko vzdržati, po drugi strani pa je recimo ravno mleko ali pa proizvodnja mesa ali pa govedoreja skoraj da edina alternativa za obstoj teh kmetij. Tako da smo se letos, pač odločili in bomo tudi prijavili spremembo sheme neposrednih plačil v tem smislu, da bomo poseben del te letne ovojnice, ki ste jo prej videli, ki je letos na ravni 136 milijonov, pa bo naslednje leto še nekaj manjša zaradi te konvergence med državami. Skratka, mi bomo za te strme grke na področjih OMD ali pa gorsko-višinskih območij, za tiste grke, ki imajo nagib večji kot 35% ali pa kot 50%, uvedli ta dodatek pri neposrednih plačilih, ne pri OMD plačilih, ampak v prvem stebru. V tej višini, kot tu vidite, 50 oziroma 100 evrov, če gre za grke nad 50% nagibom. 37 tisoč hektarov je takih, kot tu vidite, in zato bomo rabili 2,1 milijon evrov, ki ga seveda dodatnega denarja ni. Karkoli se pri kmetijskih ukrepih naredi, se naredi s prerazporeditvijo oziroma s prestrukturiranjem kmetijskega proračuna.
Mi bomo ta denar zagotovili na ta način, da se bo za 2,8% približno sicer vsem kmetom znižalo neposredno plačilo. Se pravi, gre za ukrep solidarnosti vseh kmetov do tistih, ki delajo v najtežjih razmerah. Se pravi, samo za tiste grke, ki so najbolj strmi, ki jih je najtežje obdelovati. Kar se tiče programa razvoja podeželja, vam je znano, da smo imeli dosti zgodaj sprejet prvi program, zdaj čakamo na končno potrditev že prvih sprememb programa razvoja podeželja. Tule v lanskem letu smo seveda že izvedli ta okoljska plačila, plačila za okoljske ukrepe, za ekološko kmetijstvo in tako naprej. Izvedli smo že do konca in tudi prvi razpis za mlade prevzemnike. In na podlagi sprejetega PRP-ja se seveda tudi naredil načrt so se sprejele pač uredbe in naredil načrt javnih razpisov za letošnje leto. Prvi 4 na tem seznamu so bili že objavljeni, to so za trajne nasade, za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, razen za velika podjetja, ki imajo predelavo non-aneks proizvodov, recimo, teh pekarskih izdelkov ali kaj podobno. 2 gozdarska razpisa sta tudi že objavljena, prvi za gozdarsko mehanizacijo in drugi za gozdno infrastrukturo. Pri razpisu, tem najbolj čakanem ali pa razpisu za investicije, recimo v hleve in podobno, smo datum objave prestavili na konec aprila, tak je bil predlog Kmetijsko-gozdarske zbornice in Sindikata kmetov Slovenije iz 2 razlogov. Prvi zato, ker zdaj poteka ta subvencijska kampanja, v katero so pač vpletene vse strokovne službe in kmetje, in drugič, ker se čaka na to formalno potrditev pač te prve spremembe programa razvoja podeželja, ki tudi na področju investicij prinaša nekaj olajšav, kot jih bom kasneje navedla, in zaradi česar je smiselno s tem prvim razpisom počakati. V nadaljevanju so seveda našteti še ostali načrtovani razpisi v letošnjem letu. Skupaj se bo razpisalo za okrog 140 milijonov evrov razpisov. Ampak ta seznam seveda najdete na naši spletni strani, zaradi tega tudi se tu ne bom ustavljala. Kaj je to, kar smo pri prvi spremembi programa razvoja podeželja uveljavili, oziroma kar čakamo še formalno potrditev, ampak je usklajeno. Odločili smo se, da je treba določene kmetijsko-okoljske ukrepe narediti bolj lažje izvedljive in bolj dostopne širšemu krogu kmetij. Tukaj so pomembne spremembe za sadjarstvo in vinogradništvo, kjer je bila obvezna zahteva za gnojenje samo z ekološkimi gnojili za nekatere pridelovalce nedosegljiva, tako da je ta zahteva zdaj izbirna, poleg tega pa se lahko uporablja tudi druga organska gnojila, ne samo ekološka. Tudi neke druge stvari glede obdelave so se spremenile. Izboljšal se je pri poljedelstvu in zelenjadarstvu, je možno določene zahteve izvajati tudi na vodovarstvenih območjih, če že niso del seveda osnovnega standarda. Pri habitatnih ukrepih so višja plačila, ponekod so zamaknjeni datumi, do katerih ni dovoljena prva košnja in podobno. Pri ekološkem kmetovanju smo dvignili plačila za ekološko travinje iz 70% na 80% priznanih stroškov, oziroma kalkulacije, bolj rečeno kalkulacijske vrednosti. Kar je veliko bolj pomembno, je ta nov ukrep dobrobiti živali. Če sem rekla, da smo okoljske ukrepe nadgradili zato, da bi se vključilo več sadjarjev in vinogradnikov, da bi se vključili kmetje na vodovarstvenih območjih, je seveda na travinju tako, da smo na eni strani habitatne ukrepe popravili, na drugi strani pa ker ni tega klasičnega ukrepa več možno, kot je bil prej ta stari rej, smo uvedli ukrep dobrobiti živali, ki pa pomeni plačilo za tiste, ki imajo živino na paši. In sicer letos že uvajamo za govedo, ki se pase vsaj 120 dni.
To bo plačilo okrog 54 evrov na glavo živine, v naslednjem letu bo to možno še za drobnico, tam bo plačilo pa nekaj manj kot 29 evrov na GVŽ na leto. Pomembna sprememba, ki sem jo prej omenjala, se nanaša na razpise. In sicer mi smo imeli do sedaj to prakso, da so bili upravičeni stroški, ki so nastali od datuma izdaje odločbe, s katero je dobil kmet pravico do tega, da je njegova investicija subvencionirana. Zdaj smo to obdobje spremenili tako, da je možno, da se štejejo kot upravičeni vsi izdatki od vložitve vloge na javni razpis. Seveda na tveganje vlagatelja, če bi slučajno na tem razpisu ne bil izbran, ne? Ampak ko nekdo odda vlogo, od takrat lahko začne investirati in če je potem tudi kasneje dobil odločbo, se bojo kot upravičeni šteli vsi izdatki, ki bodo nastali od tistega datuma, ko je vlogo oddal. To je zdaj drugače, ravno zaradi tega, ker so se vsi ti razpisi zamaknili, oziroma ker lani seveda ni moglo biti še razpisov, ker se pa nekaterim seveda mudi z investicijo. Novost v programu razvoja podeželja je tudi ta, da smo za tista območja, kjer je kmetijstvo najbolj podvrženo opuščanju pridelave, in to so ta strma, te občine, kjer imajo nagib večji, povprečen nagib večji, za 20% večji, kot je povprečje Slovenije, in ki se hkrati tudi praznijo, da imajo negativno rast prebivalstva, to je teh 46 občin, ki so tudi grafično označene na tej karti. Za ta območja bo veljalo, da bojo investicije podprte z 10% višjo stopnjo javne podpore. Še zmeraj je prag 50%, ker več kot 50%, pač tako imamo v programu določeno, ni možno dobiti podpor, ampak če so na teh strmih območjih, lahko dobijo 10% več, se pravi namesto začetnih 30, začetnih 40%. Mi smo tudi za ta območja ugotovili, da so v preteklem obdobju slabši črpala pri investicijah. Bilo je manj podprtih investicij, manjše vrednosti, pač kaže se, da so razvojno šibkejše, zaradi tega je pomembno, da smo jim dali to olajšavo. Še en ukrep namenjen za take kmetije je ukrep, ki ga bomo predlagali z drugo spremembo, se pravi, ki ga bomo letos šele oblikovali, dogovorili, na podlagi tudi nekih strokovnih analiz in uveljavili drugo leto prvič. To je enkratna pomoč za majhne kmetije. Ukrep, ki ga do zdaj v Sloveniji še ni bilo, pomeni pa neka pavšalna vsota, ki bi jo dobila majhna kmetija za enkratno pomoč, za to, da mogoče naredi eno manjšo investicijo, zamenja nek stroj, karkoli na kmetiji. Zakaj smo se za ta ukrep odločili? En razlog je tisti, ki sem ga povedala prej, da so na teh najbolj ogroženih območjih kmetije manjše, razvojno manj sposobne in iz teh območij je tudi manj kandidatov za mlade prevzemnike. Vsi vemo, da za mlade prevzemnike imamo prag 6 hektarov primerljivih površin, mora imeti v lasti oziroma v obdelavi. In to so še zmeraj majhne kmetije, vendar je ta prag, kakorkoli se vzame, če se gleda na evropsko povprečje, so seveda to majhne kmetije, če se gleda za slovenske razmere, so to nadpovprečne kmetije, ki še imajo neko perspektivo profesionalne kmetije. Se pravi, mi pa s tem ukrepom za majhne kmetije naslavljamo kmetije, ki so pod tem pragom. Že po sami evropski uredbi je zgornji prag za to pomoč enak spodnjemu pragu za mlade prevzemnike. Se pravi, najvišja velikost te kmetije bo 6 hektarov primerljivih površin, ki je bo pa spodnji prag. Pa za kakšne kmetije, na katerih območjih bo ta ukrep veljal, se moramo pa še dogovoriti. Mi imamo 30 tisoč kmetij, ki bi bile lahko eventualno v tem velikostnem razredu, toliko sredstev seveda ni, če bi bile vse kmetije upravičene recimo med 3 in 6 hektarov primerljivih kmetijskih površin. Teh sredstev ni,
Za ta ukrep smo rezervirali ali pa imamo namen določiti ali pa alocirati 20 milijonov evrov in ga bomo mogli omejiti na najbolj ranljiva območja zaradi tega, da bo sploh dosegel tiste kmetije, ki so najbolj potrebne pomoči, da ne pride do opustitve, sploh v tej krizi, do opustitve kmetijstva. Jaz se ne bom ustavljala pri prosojnici, kjer sem hotela predstaviti stanje na trgu, ker je bilo že danes več strani predstavljeno, mogoče samo za Slovenijo. Tudi v Sloveniji se je lani prireja mleka zvečala za 4%. Podatke imamo tukaj o cenah, tudi padec cene, ponovno zabeležen, če primerjamo ceno v januarju glede na decembrsko ceno. Tudi za februar je taka napoved padca cen, tako da perspektive na trgih tako mleka kot prašičjega mesa niso v redu, kot je bilo danes že večkrat izpostavljeno. Nekoliko bi se ustavila pri tem, kaj smo mi kot Slovenija predlagali Evropski komisiji kot ukrepi za najbolj ogrožene sektorje v letu 2016. Kot je bilo povedano, bo to tema ponedeljkovega ministrskega srečanja v Bruslju, tako da to je še vse, to je samo naš predlog. In ker smo tudi javno že povedali, grem samo na hitro čez. Mi bi predlagali, da bi Evropa dala še en tak paket pomoči, pač en tak podoben paket kot lani, čeprav se ugotavlja, da stanje ni boljše, ampak brez tega paketa bi bilo najbrž še slabše in čeprav je ta direktna finančna pomoč, kot bomo kasneje videli, za Slovenijo nizka, je pač boljš to, kot da se ne zgodi nič. Torej, menimo, da je še naprej treba delati na promociji mleka in teh trgov, tako na evropskem trgu, kot na trgu tretjih držav. Nov ukrep bi bil, ki ga doslej nismo imeli v Evropi, je pa bolj značilen za nekatere, recimo za ZDA, Kanado in podobne države, so ti izvozni krediti na ravni EU, s katerimi bi se pomagalo tem kupcem na teh trgih in bi se jih stimuliralo, da bi kupovali od evropskih rejcev oziroma mlekarn. Slovenija se, pač tak je bil dogovor tudi z zbornicami, da bi se zavzela za obvezno označevanje izvora porekla surovin pri mleku. Pri mlečnih izdelkih nismo več sigurni in enotni, prav tako ne pri mesnih izdelkih. Menimo, da je treba gledati nepoštene prakse na trgu EU, ne samo vertikalno, kaj se dogaja v eni verigi, recimo v Sloveniji, ampak tudi kaj se dogaja med državami, zakaj prihaja v Slovenijo sir iz drugih evropskih držav po 1,9 evra na kilogram, recimo. Podpiramo idejo, da bi Evropska investicijska banka nudila kredite in garancije za kmete, zlasti tiste, ki so dosti investirali in morajo prestrukturirati svoje kredite. Nujno bi bilo, da bi se odpravile trgovinske ovire. O ruskem embargu smo že govorili. To je stvar sicer drugih politik, ampak seveda bi odprava ruskega embarga prinesla veliko olajšanje na evropskem trgu in kot je predstavnik Evropske komisije izpostavil, zlasti na prašičje meso bi ga bilo treba odpraviti, ker nima tega političnega ozadja, ampak gre za sanitarni embargo zaradi prašičje kuge, ki ni več upravičen. In tukaj bi res pričakujemo od Evropske komisije, da bo to dosegla čim prej. Specifično v sektorju mleka, seveda to zasebno skladiščenje, ki je tudi bilo prikazano, koliko sredstev se namenja za to, in intervencijski odkup. To so koristni ukrepi, vendar bi si mi želeli, da bi to, ko se potem vrne iz skladiščenja ali pa nazaj na trg, da bi se to nekako pogojevalo oziroma usmerilo na tretje trge, ker sicer takrat, ko pride nazaj na trg, pritisne na evropski trg. Danes je že predstavnik Evropske komisije rekel, da ni naklonjen dvigu intervencijskih cen za maslo in mleko, kar mi sicer predlagamo. To je komisija ves čas zelo proti. Dejstvo je, da na dolgi rok to ne pomaga dosti, ker nasprotno celo stimulira k večji produkciji, ampak trenutno je nekaj nujno narediti za to, da se trg ne zruši. Če povzamem, mi smo v letošnjem letu
pomembno spremenili okoljske ukrepe in dvignili plačila za habitatne ukrepe in ekološko travinje. Tako da računamo, da bo večji vstop v te ukrepe, kot je bil v lanskem letu in da se bo približal temu, kar smo včasih imeli v integrirani pridelavi. Uvedli smo podpore za pašo za govedo in drugo leto bomo tudi za drobnica. Koeficient razvitosti občin upoštevamo pri naložbah v PRP, prej ga nisem omenila, ga zdaj, se pravi vse občine, ki so po gospodarskih in demografskih in podobnih kriterijih pod povprečjem, tam so kmetije dodatno točkovane, da lažje dostopajo do subvencij za investicije. Posebna problemska območja so ta bolj strma območja, tistih 46 občin, ki ste jih prej videli, kjer imajo tudi večji delež sofinancirane investicije. Poenostavili smo vloge, oziroma bojo za majhne naložbe, kdor ima naložbo do 15.000 evrov, lahko odda na vlogo na poenostavljenem obrazcu, ni treba, da je celoten poslovni načrt, kot za bolj zahtevne naložbe. Omenila sem dodatna plačila za strme gerke, ki pridejo v naslednjem letu, podporo za odpravi zaraščanja. Pogovarjali smo se s skladom in skladu predlagali, da so najemnine nižje v primerih ali podpisane v primerih, ko se odpravi zaraščanje in kadar gre za zelo strme gerke. In kot sem povedala, v drugo spremembo PRP-ja bomo vključili ta poseben ukrep, ki bo enkratna pomoč za majhne kmetije. V nadaljevanju nas čaka seveda, kaj bo s kmetijsko politiko po letu 2020, na kar se moramo pripraviti že zdaj. Hvala lepa za vašo pozornost.